Dobro večer obema. Dobro večer. Gospod Gregorčič, kaj po vašem mnenju sporoča rezultat včerajšnjega referenduma iz SDS in Nove Slovenije? Ne, so tukaj zahteve po odstopu predsednika vlade Goloba, iz Svobode pa odgovarjajo, ne, da ljudje oziroma premijer, da ljudje niso odločali v politični temi, temveč v vprašanju dostojanstva človekovih pravic. Gre v resnici za zelo zanimiv rezultat, sam ga nisem pričakoval, priznam, in interpretiral bi ga nekako takole. Ta rezultat kaže, kako se odloča slovenski volivec, ko nima anti-Janša sentimenta. Namreč, če dobro pogledamo to kampanjo, v njej je bil Janez Janša za SDS-om zelo v ozadju. Celo na začetku se ni pridružil pobudnikom zbiranja podpisov in nekako, kot sem govoril s cerkvenimi krogi, je celo cerkvi nekako namignil, naj se v tej kampanji najprej malce umakne v ozadje, verjetno zato, ker so mu javnomnenjske raziskave pokazale, da bi to temo zelo težko dobil. In seveda nikdar ni prijetno, če izgubiš neko pomembno politično temo ali referendumsko vprašanje, to vsekakor je, tik pred volitvami. Vendar se je potem cerkvi, hvala Bogu, zgodila cerkev, zgodilo se je ljudstvo znotraj cerkve in nekaj tistih redkih duhovnikov, ki so to vedno zagovarjali, tudi nekaj škofov je bilo med njimi, so vendarle uspeli in so se začeli zavedati, da to vendarle tema, ne, ki se verske skupnosti tiče. Ne. Se pravi, kdo, če ne verske skupnosti, bodo razpravljali o poslednjih rečeh, kar je bila tema tega referenduma. In politika je bila v resnici, bodimo iskreni, sedaj je seveda glasna in si želi pripeti značko, ker na koncu bi vsak rad unovčil svoj rezultat. Pa vendarle prva stvar, ki jo ta referendum pokazal, je, kako se slovenski volivec gre, premisli, vidi, da je zakon slab in ga zavrne, če ni anti-Janša sentimenta. Ne. In drugi pomembno sporočilo tega referenduma zaradi njegove presenetljivosti je, da v resnici vendarle zgleda, da ni vse v političnem prostoru tako zabetonirano, kot kažejo javne raziskave. Vse po vrsti so zgrešile, ne. Da ne bi tukaj tulil v rok z katero od političnih strank, naj pojasnim tudi tole, da tudi IJEK, ne, inštitut Janeza Evangelista Kreka, ki sodi v milje Nove Slovenije, je izmeril oktobra podobno podporo referendumskemu vprašanju, kot je to naredila Mediana. Se pravi, ne moremo tega preprosto zavreči s tem, da rečemo, da so bile nekatere leve ankete potvorjene, desne pa ne. Gre preprosto za to, da je očitno slovenski volivec v nekem fluidnem stanju in da ni tako samoumevno, da imamo dvopolarno stanje, ker imamo dva hegemona in da je tukaj še veliko prostora za nek sredinski blok. Skratka, sedaj se pojavlja vprašanje, ali bodo politične stranke, demokrati, Prerod, Nova Slovenija in SDS zmogle razumeti sporočilo tega referenduma in nagovoriti tega pragmatičnega volivca, ali bodo zmogle umakniti vprašanje anti-Janša sentimenta in nagovoriti ljudi. Samo tukaj pa zaključim, zelo me zato preseneča in menim, da je to bila politična napaka. Šel sem gledat organizatorje referendumske kampanje, med političnimi strankami Preroda, med organizatorji ni bilo. Skratka, Vladimir Prebilič je očitno postopil v politično prizorišče, ocenil, da se bi te teme raje izognil in tukaj menim, da ni naredil prave poteze. Se strinjate s tem? Kakšno je sporočilo po vašem? Jaz mislim, da je to bil referendum vendarle o tem zakonu, da je to bil referendum tudi o vprašanju smrti in tu ni možno razlikovati med levico in desnico, da je tem, ki so proti zakonu, uspelo iz tega zakona narediti zakon o smrti, prestrašiti ljudi. Po drugi strani pa treba reči, da je ta zakon imel vsaj en element, ki je tem omogočil, da so bili dosti prepričljivi. Ne? Tako da tle ne gre za vse izmišljene stvari, da ne gre za kampanjo pod pasom, ampak gre za zakon, ki ni bil čisto dobro pripravljen oziroma v zadnji instanci, kot slišim, z dopolnili v napačno smer popravljen. Mislim, da bi bilo treba v bodoče bolj delati na dekriminalizaciji te zgodbe, ne pa na tako podrobnem opisu, kaj vse naj naredi država in državni organi, ki naj bi evidentirali in spremljali celotno zgodbo. Se pravi, to, kar je postopno s predlogi poskušalo biti čim več zavor in preverb, je na koncu izpadlo kontraproduktivno kot nekaj, kar deluje malo strašljivo. Za tistega, ki bere zakon, je zadeva vendarle malo preveč strašljiva. Se pravi, bistveno manj členov, ampak ideja v osnovi, če pogledaš prvi in drugi člen,
pa se mi zdi, da je dobra in je treba slediti. Gospod Gregorčič, zdaj podpredsednik SDS-a, Aleš Hojs, pa tudi v Novi Sloveniji, takoj, ko so bili znani rezultati, zahteval odstop predsednika vlade. Je to Goloba, je to 4 mesece pred volitvami sploh realno ali gre bolj za, če tako rečem, protokol opozicijski, pač po referendumu, kot to zahteva? Kot sem že povedal v svojem vodnem odgovoru, gre v resnici za poskus prevzetja, se pravi pripetja značke na svoji prsti, pri čemer tukaj jaz se z Igorjem strinjam, zakon je bil resnično slab, tukaj so svoje opravili tudi zdravniki, tudi del pravniške stroke je pojasnil, da zakon je slab in ker ni bilo te tipične politične polarizacije, ki sili našo državo v to, da se ne odloča o pravih vprašanjih, ampak se prereka o levem in desnem političnem polu, so ljudje to resnično premislili, imeli so svoj mir, se v to poglobili in ugotovili, da takega zakona drugega, kot ga zavrnejo, ne more storiti. Seveda tukaj je bilo zagotovo nekaj sentimenta in nekaj glasovanja za in proti vladi, vendar moramo vedeti, da smo imeli podobno vprašanje ali pa na isto temo v času evropskih volitev, ko je bila volilna deležba približno enaka, mislim, da je bila odstotno točko višja in je bil rezultat nekako diametralno nasproten. Zdaj pa se je dalo čas, da se je resnično razpravljalo o tem pomembnem vprašanju, sam sem vesel, namreč smrt je sestavni del življenja, tako kot je tudi rojstvo in ga v našem hitrem tempu porivamo nekako na obrobje, da smo o tej temi spregovorili in ljudje so o tem odločili, kot so odločili, ravno zaradi tega, ker niso imeli nekih političnih sider, ki to državo silijo stran od vprašanj in odgovorov, ki bi bili pomembni za razvoj naše demokracije. Ali lahko na podlagi tega rezultatov tega referenduma sklepamo, kaj se bo zgodilo na parlamentarnih volitvah? Janša oziroma pripadniki SDS-a, člani govorijo o tem, da zdaj je možno za to ustavno večino, koalicijo z volivci, ki jo Janša napoveduje. Ja, to je bilo pričakovano. Jaz mislim, da je opozicija to dobro izkoristila, zlasti Janša. Velja pa to, o čemer je prej gospod Gregorčič, kolega Peter govoril, da prvokategorniki niso vstopali v kampanjo. Ravno tako prebeličniti demokrati niso šli, ker je bilo zadeva, zlasti ker, veste, je bil prvi referendum, ki je bil celo o eutanaziji, ne o pomoči pri samomoru. Se pravi, bistveno hujša zadeva je zmagala na referendumu, ampak to samo kot ideja. Potem, ko imaš ti dikcije v členu in imaš potem stroke, ki se glede tega opredeljujejo, se pravi zdravstveno zdravniki, ki so bili upotegnjeni vse instance, se pravi breme na zdravniški stroki v tem zakonu je po mojem okusu preveliko. Ravno tako na pravni stroki in na državi. To je vendarle, smrt je neka zadeva, v katero se država ne bi smela na tak način vtikati. Mi vemo, recimo, ko gre za vojno, ker država tudi servisira na nek način smrti, na brutalen način, je ravno tako odprto vprašanje. Tako da, če ne drugega, je zavest o tem, da smo smrtna bitja, s tem zakonom narasla in s celotno debato in z referendumom in upam, da bo to imelo posledice tudi glede opredeljevanja vojn, ki so v igri in na katero nas vojno huskači zdaj v zadnjih časih silijo. In lahko iz tega kaj sklepamo na volitve, ki bodo čez 4 mesece? Jaz mislim, da neposrednega izida oziroma vpliva na volitve ne bo, da bo pač eni in drugi bojo svojo lekcijo vzeli. Prenos neposrednega rezultata na rezultat volitev po moje je nelogičen, mislim, ni upravičen. Tako da, ker je nekaj ljudi z levice glasovalo, mislim nekaj kar precej, glasovalo za proti zakonu in tudi marsikdo z desne strani, tudi kristjani so glasovali za zakon. Tam pa bo spet ključen faktor, se pravi, kdo podpira vlado in kdo podpira Janeza Janšo. Se pravi, jaz mislim, da ta polarizacija se bo spet vzpostavila in v to polarizacijo pravzaprav tudi ciljajo dejanja SDS-a.
Ja, jaz mislim, da bi tukaj lahko potegnili dve sporočili. Prvo sporočilo, ki se je zdaj zelo jasno pokazalo, je vendarle to, da je mobilizacijska moč Roberta Goloba izjemno opešala. Te mobilizacijske moči nima več, ne? Zato se ta tudi bipolarnost počasi ruši. In drugo izjemno pomembno sporočilo, po mnogem času, mislim, da morda celo prvič po škandalih mariborske nadškofije, smo videli cerkev v svojem nekako, bom rekel, sijaju civilne družbe. Cerkev je ena izjemno močna civilno-družbena organizacija in pozdravljam to, da se je tako konstruktivno in glasno vključila v to debato. Pogrešam namreč njen pogled na mnoga družbena vprašanja in menim, da je to tudi en recept, kako bi lahko spremenili to državo, da se bo tudi ta največja civilna družbena organizacija v Sloveniji vendarle pogumno in ponosno začela opredeljevati ne do posameznih političnih strank, ker je to očitno ne koristi, saj politične stranke same po sebi igrajo predvsem za svoj mlin, ampak da bo dajala neko sporočilo, kaj meni, da je tisto, kar je moralno in kar je prav. Več teh glasov, kaj je prav, in intelektualnih jeder, in verskih organizacij bo potrebno v tej družbi, da bomo premagali to polarizacijo, ki nas nekako ruši same vase. Se vi strinjate s to vlogo in ker je bilo predvsem iz levice nekaj pomislekov? Jaz bi bolj stavil na univerzo in na intelektualce, seveda tudi duhovnike in cerkev ima ta intelektualni potencial, ampak vendarle na intelektualce, se pravi, tu so bili ključni zdravniki in pravniki, obstaja še vrsta drugih intelektualcev, obstaja cela univerza, ki bi se morala vključiti v to vrstne razprave, predvsem pa vključiti v razpravo o tem, kam Slovenija naj gre in v premislek o tem, kdo so pravi politični akteri, da bi lahko to nalogo tudi dobro opravili. Najlepša hvala, vemo, da ste bili naša gosta. Hvala lepa.